Tako, v bistvu priprava na razgovor poteka že od prvega trenutka, ko smo se odločili prijaviti na delovno mesto. Se pravi, preverba delodajalca, preverba delovnega mesta, pa seveda tudi poznavanje samega sebe. Zdaj, če pa dobimo, oziroma ko dobimo klic, mail, da smo vabljeni na razgovor, je pa prva stvar, kar moramo iti skozi objavo delovnega mesta, preveriti, kaj je bilo takrat zahtevano, preveriti tudi življenjepis, ki smo ga poslali, enkrat iti skozi podatke. Pa fajn je, da tudi v vmesnem času malo treniramo, pregledamo, kakšne vprašanja se lahko pojavijo, aj kaj novega na trgu, se pravi, specifično za delodajalca je dal tudi kakšno novo zadevo on na trg, aj kakšna sprememba pri njemu, tako da smo čim bolj pripravljeni. Pa definitivno to samo predstavitev, ki naj bi vsak imel pripravljeno vsaj tistih 60 sekund, malo povadimo pred kolegi, pred znanci, pa dobimo kakšno povratno informacijo še od njih. Prvi vtis ponavadi pustimo z nekim svojim izgledom, z nekimi informacijami, ki niso izrečene verbalno. Se pravi, kaj so te informacije, naš videz, naša drža, a pridemo na razgovor urejeni, a smo primerno oblečeni, a smo oblečeni podobno kot ljudje, ki tam delajo. Se pravi, s tem že kažemo neko skladnost s tem podjetjem. Da imamo umite lase, da primerno dišimo, potem tudi, da nimamo preveč nakita, da nimamo preveč moderne obleke. Nenazadnje neke statistike kažejo, da v 70% ljudi zavrnejo, zato ker pridejo preveč moderno oblečeni. Saj še zmeraj velja nek spoštljiv poslovni videz, posebej na teh delovnih mestih, ker je tak videz tudi pričakovan. Sej, ravno v tem gre, ne? Naša vrednost je odvisna od tega, koliko vidijo v nas korist zase. Ne? Zdaj, lahko je na to gledati tudi negativno in občasno je na to tudi potrebno, ampak vendarle, če hočemo nek pozitiven rezultat iz tega doseči, moramo tudi sami gledati na to, ne? Da razumemo, kdaj prinašamo najvišjo vrednost, kdaj pomenimo največjo korist, koliko to v finančnih ozirih za podjetje pomeni in iz poznavanja tega v bistvu tudi potem izvira cena, ki si jo lahko postavimo ali pa naša pogajalska izhodišča, za katera se lahko pogajamo. Jaz mislim, da nekateri med njimi vedno bolj, ne? Namreč to so vendarle ene veščine ali pa ene zavedanja, ki na trgu še niso toliko dolg, ne? In tudi s popuščanjem raznih negativnih gospodarskih gibanj se bo tudi bitka za talente malo bolj razplamtela in takrat bo kar precej pomembno za kandidata, če bo to znal prepoznati. Se mi pa zdi, da imajo tukaj in dovolj priložnosti in dovolj želje, da to tudi naredijo. Mislim, če bi vedel ta recept, bi ga zdaj že fino prodajal po ene par jurjev na komad, ne, in bi bil nek motivacijski guru, ki bi ljudi prepričal, to moč narediti in služba bo tvoja, kariera bo tle. Sam pri sebi sem videl pravzaprav, da to, do kjer sem prišel, je pač to, da morate nekaj gnati, no. V glavnem, moraš imeti nek cilj, morate stvari zanimati in predvsem ne smeš se predati, ne. Greš naprej, tudi če včasih treba postaviti kakšen bazen tabor, se nadihati kisika, ampak pa gre zmeraj naprej. Kreativnost je v bistvu radovednost in prirojena je čisto vsakemu človeku. V mojem primeru je pa seveda zapisana še v opis dela, tako da se o tem ne izprašujem preveč, ampak poskušam kar aktivno z tem miselnim reaktorjem delati ves čas. Zdaj v bistvu za poklice rečemo, da jih upravljamo, kariere pa treba upravljati, ne, zato pač je kariera neka celovita zgodba in v mojem primeru sem srečen, da je ta zgodba res povezana z kreativnostjo, z tem, da, kot pač rad rečem, ne delam v ideji službe, ampak sem v službi idej. In to me v bistvu nekako zelo izpolnjuje in uresničuje moj talent in v bistvu je tudi v končni fazi ta življenjska sreča, ta pot, ki jo prehodiš od tega, da odkriješ svoj talent, do tega, da ga uresničiš.